Prehajamo na četrto točko, predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik. Predlog pravilnika je objavljen v gradivu številka 9, predlagatelj župan, poročevalca pa Katarina Ščetinin in pa Aleš Škorjan. Z besedo ima gospa Katarina Ščetinin. Lepo pozdravljeni. Občina Kamnik že vrsto let izvaja ukrepe ohranjanja podeželja, ki predstavljajo obliko državne pomoči. Pravno-formalni okvir za uvedbo ukrepov najdemo v zakonu o kmetijstvu, neposredno z ozirom na vsebino samo pa v evropskih uredbah. Obdobje veljavnosti dosedanje sheme pomoči se je izteklo sredi leta 2023. Pravilnik, ki je danes v obravnavi, je usklajen z uredbo Komisije EU številka 2022/2427 in predstavlja novo podlago za izvajanje ukrepov. Da kamniški pravilnik izpolnjuje pogoje iz navedene evropske uredbe, je v mnenju o skladnosti izdanem dne 14. februarja potrdilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo. Kaj je v primerjavi z dosedanjim pravilnikom oziroma shemo pomoči drugače? Najprej je to nabor ukrepov. Občina bo od letošnjega leta do vključno leta 2030 razpisovala naslednje ukrepe. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva, pomoč za naložbe v zvezi s pridelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije. Pri ukrepu 3, to je pomoči za dejavnosti izmenjave znanja in informiranja, bo občina ponudnika izobraževanj izbrala na podlagi javnega naročila. Vsi ti ukrepi predstavljajo obliko državne pomoči. Poleg njih bo občina razpisovala še 2 ukrepa, to je ukrep šolanja v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih z področja kmetijstva in gozdarstva, ter ukrep sofinanciranja dejavnosti društev na področju kmetijstva. Ta je bil doslej predmet ločenega pravilnika, sedaj pa se priključuje pričujočemu pravilniku z namenom zaobjetja celotnega področja kmetijstva v okviru enega predpisa. Na letni ravni občina za navedene ukrepe zagotavlja 141.200 evrov. V predlogu novega pravilnika gre omeniti še upravičene stroške, ki so dodani posamičnim ukrepom, tako na primer pristojbine za pridobitev, razvoj ali uporabo računalniške programske opreme, računalniškega oblaka in podobnih rešitev ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. Stroške za obnovo kmetijskega proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, do ravni, kakršna je bila pred pojavom takšnega oziroma takšnih dogodkov, in stroške posebnih preventivnih ukrepov v primeru naložb, katerih cilj je preprečevanje škode zaradi slabih vremenskih razmer. Po povzročanju škode je po mnenju stroke na prvem mestu suša, sledi pozeba, nato toča. Nekatere prilagoditvene ukrepe občine že izvajajo. Na primer občina Vipava, kapljično namakanje v Vipavski dolini, potem oroševalne sisteme proti pozebi ali proti točne mreže, a na nacionalni ravni še ni celovitih ukrepov, ki bi temeljili na strategiji za prilagajanje na podnebne spremembe v kmetijstvu. Da se kmetije, predvsem male kmetije, ki jih je v občini Kamnik cirka 60%, lahko prilagodijo in opremijo s potrebnim, potrebujejo torej finančne spodbude. Nadalje se s pravilnikom uvaja možnost večje intenzivnosti pomoči, to je bruto znesek pomoči izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev. Če je doslej pomoč lahko znašala do 50% upravičenih stroškov, je sedaj ob predpostavki, da je na razpolago dovolj sredstev, lahko dodeljena v višini do 65 upravičenih stroškov. Ta se pri naložbah v kmetijska gospodarstva ter pri naložbah v gozdarske tehnologije lahko poveča na največ 80% za naložbe povezane z enim ali več okoljskimi in podnebnimi cilji in za naložbe mladih kmetov ali na največ 100% za naložbe za obnovo proizvodnega potenciala
prizadetega zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami. Hvala. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala lepa za besedo in lep pozdrav. Zdaj, ta pravilnik naj bi bil že konc leta, pa glede na to, da ni bilo takrat še usklajen z uredbami Evropske unije. Mislim, da je prav, da je sprejet in tudi ga podpiram. Imam pa se pravi eno pobudo, da je ta sredstva za naložbe oziroma za razpise v kmetijstvo so že kar nekaj let enaka, se pravi, mislim, da je kar nekaj 7-8 let. Glede na to, da se je povprečnina dvignila in da je tudi proračun kar znatno višji od, se pravi, nazaj izpred toliko let, ne, bi bilo smiselno v prihodnje, to sem že hotel letos predlagati, ampak glede na poplave, ki so bile in glede na vsa ujme in vsa katastrofa, kar se je zgodila v Kamniku, pač nismo setnarili kmetje, ampak za naprej mislim, da bi bilo prav, da bi se to tudi majčkeno uskladil, se pravi, povišali ta sredstva, predvsem za naložbe, trženje tam, ker je največje povpraševanje, ker na koncu se pravi, je za ta razpis je kar precej interesa in mislim, da je kar pokoriščen. So pa tudi, se pravi, v tem razpisu, da če kdo ne vzame resno, potem 2 leti ne more kandidirati in to se mi zdi prav. No. Tako da apeliram naprej za prihodnje proračune, da se ta sredstva nekaj uskladijo z, bom rekel, z inflacijo ali pa z dejanskimi potrebami. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj v 7. členu prva točka je ena zanimiva dikcija in sicer, da do pomoči v tem pravilniku niso upravičeni subjekti oziroma podjetja v težavah. Kaj to pomeni, če je neko podjetje v težavah? Oziroma pojem je precej relativen, kaj je težava za enega in kaj za drugega. Nadalje pa v 9. členu druga alineja, vloga za pomoč mora vsebovati naslednje podatke, ime in velikost podjetja. Kako je v primeru, da ima dopolnilno dejavnost oziroma da kmet nima odprtega prav nekega DOO-ja ali pa SP-ja, ali se tudi ta kmetovalska oblika šteje kot podjetje. Vsekakor pa v naši svetniški skupini močno pozdravljamo ukrep številka 5 in 6, se pravi spodbujanje v srednjih poklicnih in srednjih šolah in pa sofinansiranje društev, ki delujejo na področju kmetijstva. Hvala. Hvala. Besedo dajem gospe Katarini Ščetinin za pojasnila. Izvolite. V bistvu je vse to, kar navajate kot odprto oziroma nedorečeno glede dikcije, navedeno v sami uredbi, na katero občina pač nima vpliva, more pa te določbe prenesti v pravilnike. To je tudi merilo pri pridobivanju pozitivnega mnenja oziroma soglasja ministrstva. Do zdaj se pri razpisih nikoli nismo srečevali, ker je pač to že, ta določba je v bistvu že odprej, se ni spremenila, ampak nismo se srečevali z nikakršnimi primeri tovrstnih subjektov. Tudi pri ostalih določbah glede velikosti samih podjetij, tudi pri subjektih, ki se prijavljajo za dopolnilno dejavnost, tukaj pravzaprav nismo imeli razen pač samih prosilcev, ki bodisi so registrirani za dopolnilno dejavnost, imeli nekih specifičnih pravnih oblik. Ja, toliko. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.